Dobrodošli v drugi oddaji Spoznaj svojega mizarja. Danes bomo govorili o lastnostih in napakah lesa. Tema, po kateri je bilo zelo veliko povpraševanja, pa tudi se mi zdi, da smo vi dolžni, da vam to malo razložimo, zato da boste vedeli, kako kupujete leseni izdelek, da note kupili mačko v žaklju. Z nami je danes mizar Sašo, ki nam bo povedal malo več o sebi takoj. Tako kot je doma rekel Sašo, iz mizar pri podjetju Mizarstvo Provat, zaposlen že nekaj časa, načeloma pa bolj prodajnik pa razvojnik. Ok, super. In zdaj, če kar začnemo, da ne bomo predolgo tlele, kaj so najbolj pogoste napake lesa, oziroma kaj bi ti izpostavil kot najbolj take pereče napake, da bojo vedeli? Tako doma, kot si rekel, načeloma je tehničnih napak veliko več, kot jih bomo danes mi omenila, ker pa žal nimamo toliko časa, da bi to vse, pa bom izpostavil dejansko tiste, ki so pomembne bolj po nekončnemu kupcu. Tako da prva, ki je dejansko, v kateri je tudi precej govora, je, bom rekel, grča. Se pravi, v tem primeru imamo neko izpadlo grčo, govorili bomo pa o izpadli pa v rasli grči. Drugo napako bom izpostavil, sigurno je to smola džepek, ki nam povzroča take lepljive težave. Pa tukaj bi izpostavil še neke razpoke, ki so tudi posledica nepravilnega ravnanja. In čisto, zakaj to nastane sploh? Je to odvisno od rasti, ali je to pol, ko že poseka, ali to gozdar naredi, ali zakaj? Pravilno se povedal, veliko napad dejansko res že gozdar, tako da te, ki pridejo, pa nekako ne morejo predvideti. Grča nastane v bistvu takale grča. Če se veja poškoduje v sami fazi rasti drevesa, se veja poškoduje, ne raste naprej, ne raste do konca in pomeni, da tukaj znotraj lesa v deblu dejansko pač trohni, gnije in ne razvija se naprej, kar pomeni, da tukaj les ne raste, se ne združuje več. Žepek je pa v bistvu del procesa, ki se odvija v drevesu, je pa bolj kot nepredvidljiv. Vse do ene mere da predvideti, v katerem delu debla ga bo največ, pa tudi dejansko na področju rastline, se pravi v smislu zemlje. Je pa to skupek nekih eteričnih olj, mineralov, tako da zdravilne učinke ima. Super, ste že kaj novega naučili. Pri razpoka pa dejansko nastane kot nekaj je, seveda, če je les izpostavljen različnim vremenom že v fazi rasti, takrat se zgodi, samo tiste se že reši precej hitro. Ta je recimo posledica nepravilnega ravnanja, kar pomeni, da se je les dejansko bil še prehiter, se ga je nekdo hotel posušiti in če les toliko šokiraš, pač dejansko razpočne. V tem primeru je pa še neprimeren rez, neka sredina se pač za take stvari, s katerimi mi imamo opravka, ne uporabljamo. Zdaj pa najbolj pomemben vprašanje za kupce oziroma za naše stranke. A se da to preprečiti? Najbrž to ni fajn, da je na končnemu izdelku, in kako, če se da to preprečiti? Absolutno, to je eden izmed bolj pomembnih delov, bom rekel. Vsak mizar dela napake, važno je samo, kako jih dobro izkriješ. Tega niste slišali zdajle. Dejansko pa takole, se pravi grča, ko pride k nam takale, recimo, ki je izpadla, ki ni urasla, je pač čist nefunkcionalna. V tem primeru mi naredimo primerno globino, primeren fi izreza, to izrežemo do konca, tudi ta tehnični detalj je načeloma zelo pomemben, se vstavi noter grča, ki je urasla, ki je izrezana z enega drugega drevesa, zadeva se pobrus in je pač praktično samo tak estetski videz, ampak funkcionalnost pa še vedno ostaja. Smolna džepek je pa na podoben način, dejansko se isto izreže, samo da z drugačno pač dolbino, tako da se pa popravi čisto isto, samo da je tukaj pa še pač estetsko se sploh nič več, mislim, vizualno se sploh nič ne vidi. Funkcionalno je pa tako, da pač dejansko lahko šlater nima več tistega, koliko imam po temu benzinčku, ki sem prej narobe paril. Se ne bo nas sprejel skak. Še mogoče samo to bi rekel, zdaj to dejansko razpoko je pa pač, kot sem že rekel, da je to človeški faktor. Mi to, pa se pravi, mi taga lesa ne kupujemo, s takim lesom ne operiramo, tako da se ga rešimo, tako da se ga že rešimo že prej. Tako da bojo vedeli, da
če kje slučajno naletijo na tak les, to pač pejte stran. No, zdaj pa, ko smo želeli pri temu, na končnih izdelkih, če naletijo na kaj takega, oziroma kaj lahko to naredi, če je to na neki ograji ali na neki fasadi ali kjerkoli, kaj lahko to naredi, da se na končnem izdelku začne propadati, da začne gniti, oziroma kaj? Sama razpoka je jasno, je že v samem štartu neuporabna, čim izpadla grča bo dejansko zelo dovzetna za nabiranje vode, voda pa les, predvsem zadrževanje vode na lesu je pa strup, se pravi, tam se bo slej začela razvijati glivice in bo začel les gniti, trpneti, to pač hitrejše. Smolna džepak ima pa nekako ne bo naredil same škode, tako v lesu, pa bolj nam škodo, ker je ni fajn, ker to primeš, ali pa če se kdo usede, ti se še hujiš. Tako da imamo pa tudi nasvete, ko se to spravi dol. Ja, to imate na naši spletni strani, tako da se lahko preverite. A bi še kaj dodal? Zdaj mene zmanjka vprašanj, tako da še ti kaj dodal. Jaz, bi dodal v resnici. Vem, da se zadnje čase sicer veliko govori o te vrste lesa, ampak jaz bi jo kljub temu omenil. In to je sibirski macesen, katerega smo v večini primerih zdaj gledali. Prvič, ker kot sem že rekel, dejansko zelo veliko od teh napak je odvisen od vrste lesa, pa zelo veliko od področja rastlin. Se pravi, ta les raste v Sibiri pod malo težjimi pogoji, kar pomeni, da dejansko raste bolj počas, bolj stabilno, bolj naravnost. Posledično že sem pride z manj napak, kot pa ostali lesovi, tako da je, bom rekel, pa primerljiv z mnogo dražjimi lesovi, tako da je vreden svojega denarja. To je to. Super. Ja, pa bi še to zdaj... Ne bi dodal, čeprav da govorim, ne preveč. Boš naslednji spet. Mogoče. Ok, no, pa to z moje strani tudi to. Tako da sem vam še zahvalen za skoraj 7000 ogledov našega prvega videa, tako da to je res wow. In to je to, ne. Spremljajte nas še naprej, komentarje dajte v spodaj in še gledajte na spletni strani. Tako je, seveda, vabljeni tudi na obisk. Evo, lepo se imejte in to je to. Čau!